Jaz bi tukaj na začetku tega recimo nagovora povedal še, da se je projekt odvija pod okriljem ROS-a produkcije režiserke Svetlane Tramljič in pač, ki me tudi nekje povabila na začetku, ko smo pač nastopili na tem natečaju na ministrstvu, da sodelujem zraven. Tukaj na kratko bi samo opisal, v čem se giblje ta naš projekt in v kakšno smer gre. Povedal bi na kratko, da smo si zamislili projekt kot interdisciplinarno multimedijsko instalacijo in izobraževalni dogodek, kjer potniki, obiskovalci te instalacije z EEG senzorji na čelu spremljajo zgodbo o Sfingi, ki kot varuhinja znanja raziskuje jedro svoje biti na poletu skozi prostranstvo sanj. Idejna zasnova za to zgodbo je nastala pred leti v Barceloni, ko sva z skladateljem Ricardom Masarijem Spiritinjem oblikovala zgodbo v zvočno pesnitev Let Sfinge. Tu, v centru Nordung, izdelujemo projekcijski konstrukt kot prispodobo možganskega okna, na katerem se izrisuje neponovljiv grafični zemljevid algoritma signalov možganskih odzivov obiskovalcev ob potovanju. Ta zemljevid v našem projektu pa oblikuje moj dolgoletni sodelavec, strokovnjak za digitalne medije in video oblikovalec Antonio Giacomini. Toliko v bistvu o projektu samem, več lahko dobite na spletni strani centra Nordung. In v bistvu z enim stavkom bi jaz na nek način nagovoril današnjega predavatelja in bi povedal, da nekje osnovni princip raziskovanja sebe in bistvo našega poslanstva je v bistvu na nek način raziskovanje zavesti o tem, kdo smo ali kaj smo in kje smo v odnosu do bivalnega konteksta, vsaj iz moje strani kot arhitekt, in v odnosu do sopotnikov in do poti, ki jo želimo skupaj prehoditi ali graditi. Skratka, zavest o vsem na nek način. In da bi osvetlili sorodna znanja o raziskovanju zavesti, smo na nek način si odmislili v našem projektu, ki pluje med znanostjo in umetnostjo, da bi ta naš projekt osvetlili strokovnjaki, ki bodo širši publiki predstavili uporabo novomedijskih tehnologij in raziskav o kognitivnih vsebinah v znanosti, tehniki in umetnosti. In nocoj nam bo svoj pogled na raziskovanje zavesti in kompleksen odnos med kognitivno znanostjo, tehnologijo in živim izkustvom predstavil dr. Urban Kordež, fizik in filozof, profesor kognitivnih znanosti in prvosebnega raziskovanja in vodja Centra za kognitivne znanosti pri Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Urban Kordež, pozdravljeni. Bravo. Tako. In v bistvu najin pogovor bo v bistvu na začetku bolj predavanje, ampak še vedno pod nekje vprašanjem, osnovnim vprašanjem, kaj je oziroma kje je zavest. Predajam besedo. Hvala, Raj. Okay. Hvala, Tanja. Torej, dobro večer vsem. Nisem si predstavljal, ko sem se pripravljal na to predavanje, da bo zunaj še svetlo ob tej uri. To se je zdaj kar naenkrat zgodilo. Tako da jaz zrem tle dol proti Tržaškemu zalivu skozi okno, tako da si predstavljate približno, kaj je v moji zavesti zdaj, ko gledam, ko se z vami pogovarjam. Torej, kot sem bil tudi jaz nedavno tega podučen o projektu, projekt Raja in kolegov meri v vesolje, v bivanjske strukture, ki se bodo morda nekoč zgodile v orbitah različnih planetov in zvezd. Začeli bomo pa zelo tukaj in zdaj, zelo intimno. Torej, jaz si tudi želim in predstavljam, da bi bil današnji večer bolj pogovor. Najprej mogoče med mano in Rajem, kasneje pa mogoče še z vsemi vami. Tanja je že povedala, da prosim, če lahko, zato ker so te komunikacije težavne včasih, zoomovske komunikacije, če lahko mogoče kar v chatu, ali pa če se potem kar javite, ko bo čas za to. Jaz ne bom vmes bral chatov, niti Raj jih ne bo, ampak na koncu bomo pa se podučili v njih in lahko kaj odgovorili. Ampak preden se začneva bolj dialoško srečati, preden se bolj dialoško srečava z Rajem, se mi je zdelo
smiselno, da morda povem, kaj je zavest, kje lahko najdemo zavest in kako se je lotiti raziskovati ali pa opazovati. Vsa ta tri vprašanja, odgovori na vsa ta tri vprašanja so otroško preprosti in očitni. Torej, že vnaprej spoiler alert, nobenih tehnologij ni potrebnih za to, nobenih visokih naprav, visokotehnoloških naprav, v katere se vtaknemo in potem v tisti temi poslušamo recimo fMRI stroj, kako dela okrog nas in potem imamo intimno sliko delovanja naših možganov in tako naprej. Nič od tega ni potrebno, ampak ravno to dejstvo, da ne rabimo nobenega stroja za zelo podrobno, zelo intimno, zelo znanstveno raziskovanje zavesti, je morda tisto, kar najbolj preseneča. In zato sem se odločil, da bom morda zdaj 10-15 minut predstavil področje raziskovanja zavesti, ampak najprej sploh, da nas spomnim, da mi vsi smo intimno, globoko seznanjeni s tem področjem. Morda nič ne vemo o njem, ampak imamo pa možnost vedeti. Torej, najprej, kaj je zavest? Jaz bom uporabljal besedo zavest in doživljanje kot sinonima. To ni nujno, ne? V filozofiji bi rekli, da doživljanje je enako kot fenomenalna zavest, obstajajo pa še drugi aspekti zavesti, torej, ne vem, evolucijski, zakaj je sploh zavest nastala in tako naprej, ampak za nas bo popolnoma v redu, da če jaz rečem, zavedam se tega, da sedim pred računalnikom, ali pa zavedam se luči v tej sobi, ali pa zavedam se v križu, je isto, kot če bi rekel, doživljam bolečino v križu, ali pa doživljam luč in tako naprej. Torej, doživljanje in zavest bo za mene skoraj da čist enaka stvar. Zdaj, kaj je to zavest? To je moje izkušnje, ko predavam o tem že 10-12 let, imam predmet, ki se prav ukvarjamo z raziskovanjem zavesti na univerzi, je, da imam eno skupino študentov, ki jih že odkar pomnijo matra to, pa kako je to možno, da smo mi zavestni, kako je to možno, da je tle neka, da jaz vem nekaj, da jaz čutim, da jaz imam eno senzacijo, da imam jaz en občutek. In večina študentov, ki pa se jim to sploh ne morejo razumeti, kje je tle problem, ali pa kje je tle zanimivost, kje je tle čudež. Torej, zato sem se odločil, da ne bom poskušal vas navdušiti na to neverjetno nenavadnostjo tega, da se mi zavedamo, tega, da je nekaj, ne pa nič, da imamo dostop do nečesa, da je nek občutek. Kako je to neverjetno, če pogledaš naravo, če pogledaš fiziko, nikjer ni najti tega. Torej, ne bom se trudil vas prepričati, da je to res čudež, da je to največja skrivnost in največja nenavadnost našega bivanja. Bom pa vseeno poskušal definirati, kaj je doživljanje oziroma zavest. Najboljša definicija doživljanja je bilo, da je rekel, vse, česar se v enem trenutku, če nam izbranem trenutku zavedamo. Jaz se lahko zavedam nekih bolečin v križu, kot sem rekel, nekih vidnih senzacij, enih misli svojih, čustev, nekih ozadnih občutkov, recimo neke nemira zdaj, ki ga ne moreš čisto dobro nekam pripisati enemu delu, ampak je vseeno zelo jasen in tako naprej. Ampak ta definicija je preveč široka, zato imamo boljšo definicijo, ki sicer se v angleščini bolje sliši, tako da bom najprej v angleščini povedal, prevod slovenski je nekoliko štorast, ampak boljšega se enkrat še nismo našli. To definicijo si je izmislil ameriški filozof Thomas Nagel, ki je leta, mislim, da 74, že kar daleč nazaj, napisal en esej z naslovom Kako je biti netopir, kjer se sprašuje, kako je biti, kako mora biti, v kakem svetu mora netopir živeti, da recimo, ker vemo, da netopir ne vidi prav dobro, ampak se pa zelo dobro znajde po prostoru, zaradi tega, ker ima to eholokacijo, torej spušča neke zvoke, ki se potem vračajo nazaj in on iz Dopplerjevega efekta oziroma iz tega, kako se je spremenil ta zvok, razbira vse zelo detaljne konture okolice.
In Nagel zaključi, nikoli ne bomo mogli vedeti, kako je biti netopir. To je nekaj čist drugega, ampak verjetno pa je, da obstaja nek odgovor na vprašanje, ki je nam nedosegljiv morda, ali pa vsaj trenutno neznan, ampak obstaja pa nek odgovor na vprašanje, kako je biti netopir. In to je najboljša definicija tega, kaj je doživljanje ali pa kaj je poročilo o doživljanju in tudi kdaj je nekdo zavesten, kdaj pa ne. Torej, takrat, ko obstaja odgovor na vprašanje, kako je biti, takrat je neka reč zavestna, bomo rekli. Torej, če jaz rečem, kako je biti raj, jaz sem zelo prepričan, ne morem biti gotov, ampak zelo prepričan sem, da na drugi strani tega Zooma ne sedi en robot, ki sam se pretvarja, da izgovarja besede in da pije kavo in tako naprej. Ampak prepričan sem, da je tam nekje prisotna tudi neka zavedanje, da besede, ki jih jaz pravkar izgovarjam, so sprejete v neko luč zavesti, v neko mogoče z negodovanjem, mogoče dolgočasno, mogoče na približno, zato ker Raj zdaj ravno razmišlja, kako diši iz pečice, kjer mu njegova draga pripravlja brownie, ampak vsekakor neka luč, jaz verjamem, da tam je neka luč zavesti, torej verjamem, da obstaja odgovor na vprašanje, kako je biti raj pertot. Če pa se vprašam v temle kozarcu, recimo, ki je duh, to je pa res zanimivo, evo, se je pa materializiral kozarec, če se pa vprašam v tem kozarcu, pa sem skoraj prepričan, da če se vprašam, kako je biti ta kozarec, ni nobenega odgovora. Ne da je odgovor, dolgočasno je biti ali pa ves čas trepeta pred tem, da bo ga Urban spet dal preblizu k zobovju ali karkoli, verjamem, da ni nobenega odgovora na to vprašanje. In to je ta demarkacija, razlika med zavestnim in nezavestnim, tam, kjer je doživljanje, tam je odgovor na vprašanje, kako je biti Urban, recimo, v nekem določenem trenutku. Vedno dodajam še to v določenem trenutku, ko raziskujemo doživljanje ali pa zavest, se vedno vprašamo, kakšno je doživljanje v trenutku. Nikoli ne rečemo, kako nekdo doživlja na široko. Zato prosim, ne gledati v slovar slovenskega knjižnega jezika, kaj pomeni doživljanje, ker avtorji niso bili čisto seznanjeni s tem osnovnim principom raziskovanja zavesti in tam je zelo tako slovensko, večinoma doživljala je tegobe samskega življenja, ali pa vse je tumorno, če bereš SSKJ, je doživljanje nekaj zelo groznega, ampak ni nujno. Torej, to je doživljanje. Doživljanje je odgovor, ali pa poročilo o doživljanju je odgovor na vprašanje, kako je biti. In če obstaja ta odgovor, bomo rekli, da je ta reč, kjer se ta odgovor lahko najde, zavestna. Zdaj, še enkrat ponavljam, to je v bistvu en veliko presenečenje, da sploh obstajajo stvari, za katere se lahko vprašamo, kako je biti. Zdaj vidim, da eni messagi letijo, prosim Tanjo, da potem, zato ker če jaz začnem zdaj brati message, bo to trajalo ure in ure, tako da se upravičujem, bom pa obljubim, da bom na vse probo odgovoriti, ko bomo prišli do tega. Torej, še enkrat, to je neverjetno presenečenje, da za nekatere stvari v tem vesolju obstaja odgovor na vprašanje, kako je biti. In zdaj pridemo do naslednjega vprašanja in poskušal bom zdaj v tem kratki predstaviti 3 vprašanja odgovoriti. Torej, kaj je zavest, to smo že, kje jo najdemo in kako jo lahko opazujemo. Ko bomo se strinjali ali pa ko bom poskušal nekaj o tem povedati, kje sploh mi lahko najdemo to vražjo zavest, potem bom povedal še nekaj o tem, kako pa zdaj pristopiti do nje, da bi kaj več o njej izvedeli, da bi se kaj naučili o zavesti. Torej, kje jo najdemo? Ta slika, ki jo imam tlele za sabo, se velikokrat zadnje čase pojavlja v člankih fizikov. Če si boste pogledali, zdaj je pred kratkim mislim, da Wilczek se piše, dobil fizik ameriški dobil Nobelovo nagrado in on skoraj v vseh svojih predavanjih eno tako sliko kaže. Ta slika nekako kaže, kako naj bi struktura narave bila vsaj iz fizikov, skozi oči fizika zgrajena. Torej, najprej imamo neko veliki pok, to je, da vidim, če bom znal pokazati, to je tukajle, recimo nekje se začne, materija kreira to vesolje in potem gre
na neki točki, vidite, so že pol zvezde in planeti in tako naprej. In potem nastanejo planeti z življenjem in z biologijo in iz te biologije v nekem trenutku vznikne zavest, ki jo tukaj predstavlja tole oko. Tako si predstavlja naravoslovje zavest. Torej, ta zavest je nekje po 12 ali pa 11 ali pa ne vemo točno kolikih milijardah let po Big Bangu, po velikem poku je vzniknila, čudežno se je pojavila nekje, najprej so bili samo fotoni, potem so nastale zvezde, iz zvezd so nastali planeti, na nekem planetu so se biološke molekule oziroma recimo ogljikove v našem primeru molekule pojavile, so se začele družiti na ravno pravi način in ena taka združba teh molekul je pa potem čudežno iz nje je vzniknila zavest. In zdaj, če pogledate dobro to evolucijo, vse od velikega poka do tistega čudežno ima nek smisel. Upam, da se strinjate. To ni nekega velike uganke, ko rečem ni velike uganke, ni nobene primerljivo velike uganke kot ta zadnji korak. Pač še vedno mogoče ne vemo, zdaj, kako se iz nekih plinov ali pa ne vem česa so nastali planeti, čeprav mislim, da to že zelo dobro poznamo. Ampak ta zadnji korak, kako pa je zdaj iz materije, iz bioloških organizmov kliknila zavest, tega si pa ne moramo niti predstavljati. Ne le, da si tega ne moramo predstavljati, temu pravimo v kognitivni znanosti težek problem zavesti, zato ker je na popolnoma drugem nivoju od vseh ostalih problemov. V kognitivni znanosti se veliko ukvarjamo s tem, recimo, kako poteka vidno procesiranje. In mi dobro vemo zdaj, kaj recimo retina počne, kako se potem to gre po optičnem živcu do okcipitalnega dela možganov, kjer se razdeli na dva dela in potem gre spet nazaj. En del se bolj sprašuje potem kako, drugi potem kaj vidimo in to se nekje naj bi združilo. Ampak to je vse samo procesiranje. Kje pa kar naenkrat se zgodi zavest, tega pa si ne samo kje, toh ne vemo, kako bi si predstavljali, da iz teh živčnih signalov nastane pa tole, kar mi zdaj, da jaz nekaj vidim. Tega absolutno ne razumemo, ne samo, da ne razumemo, ne vem, kako bi lahko izgledal odgovor. In to bi želel, da razumete. Torej, pomislite si, recimo, predstavljajte si, da bi zdaj neki roboti iz daljne galaksije prišli in opazovali Zemljo. Recimo, da bi ti roboti imeli podobne senzorje, kot jih imajo naši fiziki. Torej, lahko bi videli vse mogoče delce, valovne, vse variable, ki jih zna fizika meriti, bi znali ti roboti meriti. Torej, videli bi vedenje objektov, valovne dolžine bi merili, toploto, vse. Možganske napetosti na možganih, EEG, fMRI, koliko se kisik porablja v možganih, aktivnost nevronov, vse bi lahko videli ti roboti. Ti roboti ne bi še vedno imeli nobenega kluja, nobenega načina ne bi bilo, da bi oni, nobenega indica ni, da bi oni lahko sklepali, da imajo nekatera od teh premikajočih se reči, ki jih oni vidijo na Zemlji, da imajo zavest. Ničesar ni, kar lahko v naravi opazimo, kar bi govorilo o zavesti. Vse, kar res je, da se nekateri ljudje, recimo raj, vedejo podobno kot jaz in jaz iz tega potem sklepam, iz nekega vedenja sklepam, da on ima zavest. Ampak, kot sem že rekel, kot je že Nagel pred 50 leti odkril, tega ne morem zagotovo vedeti, jaz to lahko sklepam. No in temu rečemo težek problem zavesti. Tole je ena ilustracija tega težkega problema zavesti iz knjige Susan Blackmore, čudovite knjige, ki je naslov knjige je Kratek uvod v zavest, angleška knjiga, kjer poskuša nek nevroznanstvenik reči, gledajte, tukaj so nekaj se med nevroni dogaja, potem je pa magija, potem se pa čarovnija zgodi in zavest. Tega ne vemo. Če vam slučajno kdo reče, ja, potem se pa v možganih začne zavest, nobene osnove ni za to. Res je, da če se možgani recimo pokvarijo, če imamo neko težavo, se zavedanje spremeni. Pa če možgani odmrejo, ni več, vsaj mi ne vemo več, če je zavest ali ne. Ampak
ampak zavest nastala v možganih, ni nobenega, torej, saj to vam verjetno tisti, ki ste kdaj študirali kako statistiko, so vam skozi govorili, da kauzacija ni isto, korelacija ni isto kot kauzacija, torej korelacija ni vzročnost, ne. Obstajajo zelo zanimive korelacije, če zdaj jaz popijem še malo tega espressa, se bom morda počutil bolj živo, bolj prisotno, bolj bodo mi jasno misli tekle, torej med mojim načinom zavedanja in nično, kar se bo zgodilo, da se bo več dopamina, oziroma dopamin se bo bolje presnavljal v mojih možganih, če to naredim, in to je očitno nekako povezano s tem, da bom jaz bolj živahen in da se bo moja zavest spremenila. Raj pravi, da v nadaljevanju tega projekta bomo merili EEG, torej neko delovanje nevronov, električni del delovanja nevronov bomo merili in iz tega lahko sklepamo na neke lastnosti zavedanja, ampak kako pa, ali pa sploh, ali je zavest nastala v možganih, ali pa kjerkoli v fizičnem svetu, tega si pa sploh ne znamo predstavljati. Zakaj ne? Zaradi tega, ker v fiziki ni zavesti. Fizika in vse, kar izvira, torej biologija, v celem naravoslovju ni zavesti. Zakaj ni zavesti v naravoslovju? Zaradi tega, ker smo jo zanalašč pred 500 leti dali ven. Pred 500 leti, ko so Galilej in kolegi začeli delati to, čemur bi zdaj rekli naravoslovna znanost, so se odločili, da obstajajo primarne in sekundarne, oni so rekli temu, kvalitete. Primarne kvalitete so bile tiste seksi, tiste, ki so bile fajn za znanost, tiste, kar lahko vsi zmerijo na enak način, mi določimo način, kako bomo merili in potem se vsi strinjajo. Torej, sekundarne so bile pa tiste, kjer je karkoli doživljajskega zraven. Torej, ta miza je dolga, je široka 1,70 m, to se mi lahko vsi dogovorimo, kako bomo ugotovili, a je res, kako lahko kdorkoli od vas pride sem v mojo sobo in izmeri, a je res ta miza široka 1,70 m. Ta miza je zelo lepa, to je pa nek moj občutek, ki ga lahko nihče od poslušalcev pravkar se ne strinja z njim. In temu bi rekel Galilej sekundarne kvalitete. In Galilej se je odločil, da je smiselno raziskovati samo primarne kvalitete. Torej, samo tiste, kjer se lahko vsi strinjamo, torej, kjer je nekaj očitnega, vemo, kako lahko to stvar zmerimo, vsi lahko na isti način zmerimo in tako je nastala naravoslovna znanost. In če se spomnite tiste slike prej, iz naravoslovne znanosti potem so se razvile biologija, kemija, biologija in tako naprej, ki vse temeljijo na istem principu. Ampak kakih 100 let nazaj, 150 let nazaj, je pa bilo že to toliko razvito, da smo rekli, ja pa vraga, sej pa bi mogoče pa lahko to psihologijo merili, to doživljanje, zavest in tako naprej. Ampak mi nismo znali na noben drug način se lotiti raziskovanja, kot pa na ta, ki ga je Galilej in kolegi iz 500 let nazaj so vzpostavili, in deluje čudovito. Vse, kar zdaj imamo v tej civilizaciji, je prišlo skozi to. Problem je, da so pozabili, da je bilo 400-500 let nazaj vse, kar je zanimivega z vidika raziskovanja, z vidika zavesti, torej doživljanja, duševnosti, da je bilo odstranjeno. Torej, trenutno se psihologija lahko ukvarja samo več ali manj z vedenjem, zato ker ne vidi zavesti. Prva psihologija, začetki psihologije 120 let nazaj, introspekcionisti, oni so poskušali doživljanje raziskovati, ampak so jih behavioristi hitro pohapsali, zato ker je to tako problematično. Torej, zdaj pride vprašanje, kje hudirja pa je zavest, če jo ne moremo v naravi najti? Kje lahko mi najdemo zavest? In odgovor je povsod. Sam na prav način moramo gledati. Ne smemo gledati na naravoslovni način, torej na svet, kot da je zunaj nas, ampak moramo gledati na vse, kar je dostopno, kot na vrste našega zavedanja. Torej, namesto da rečem jaz, tlele v nebu nad mojo hišo je jata ptic, lahko rečem, jaz doživljam, ali pa jaz vidim, ali pa jaz se zavedam, ali pa karkoli dodam zraven, katerokoli dodatek dam temu stavku, ki postane zavest tega, da je to vse neka premena mojega doživljanja. Torej, jaz se zavedam, da so tlele gor ptice. Jaz čutim, da me v križu boli. Jaz mislim nekaj in se zavedam tega,
da mislim nekaj in tako naprej. Torej, vidite, ta sprememba perspektive, temu rečemo včasih v raziskovanju zavesti fenomenološki obrat, torej, da gremo iz opazovanja tega, kaj je zunaj, v opazovanje, da je vse en del, ena vrsta našega doživljanja. Ampak to je pa zdaj zelo pomembno, kar bom rekel, to ni metafizična izjava. Jaz ne pravim, da ne obstaja zunanji svet ali pa da je zavest primarna v resnici in da vse nastane idealizem, da vse nastane iz zavesti. Nič ne vemo o tem. Mi smo empirični raziskovalci. Mi nočemo zdaj imeti teh filozofskih, globokih sodb. Vse, kar vemo je, da je zavest, temu rečemo, epistemsko primarna. Torej, o tem, da zavest obstaja, ne moramo dvomiti. In to ni zdaj, nismo zdaj mi to pogruntali pravkar. To isto stvar je na nek način pogruntal že Kartezi, Descartes, precej nazaj, ki se je enkrat, to je opisano v njegovih meditacijah, ki se je spravil, ki pravi, zdaj bom pa nekaj naredil, kar bi že dolg časa moral narediti, odlašal sem zelo dolgo, zdaj se bom pa tega lotil, zdaj bom pa probal odkriti, v katere stvari jaz ne morem dvomiti. Kaj so stvari, v katere lahko dvomim, in tiste, v katere vsaj najmanjši dvomček obstaja, bom črtal. In je rekel, to, da je zdaj zunanji svet trden in tak, kot je, v to v bistvu jaz lahko dvomim, zato ker kaj pa sanjam zdaj? V sanjah imam jaz natančno isti močen občutek, da zunanji svet obstaja. Pa pol se zbudim, pa vem, da je bilo to narobe. Torej, v to lahko dvomim. In potem je tako črtal vse stvari in na koncu je ostal tisti cogito ergo sum, ki ga pa nekateri, recimo profesor Ule na filozofski fakulteti prevaja kot doživljam, torej sem. Torej, v to, da doživljam, ne morem dvomiti. To ne pomeni, da ni zunaj nekega objektivnega sveta in tako naprej. Ampak ta objektivni svet je samo en način da lahko zvemo karkoli o tem svetu, je edina možnost, da doživljamo. Da se naše doživljanje na nek določen način uredi in potem bomo mi nekaj izvedeli o tem svetu. Torej, zavest je povsod. In takoj, ko se zavemo tega, da je zavest povsod, kar ni preprost način zavedanja, zato ker nas vsakdanji način delovanja v svetu nas skozi sili, da pozabimo, da je vse zavest, ampak nas sile gledati na stvari, kot da so tam zunaj. In temu pravijo v fenomenologiji, temu rečejo, to je naša naravna naravnanost. Naša naravna naravnanost je, da pozabimo, da se zavedamo, ampak da gledamo na vse stvari, kot da kar so. Pozabimo reči, jaz čutim, da je ta stol trd, na katerem sedim. Ampak rečem, ta stol je trd. In ta naravnanost ima svoj smisel, ker bi bilo zelo zapleteno živeti v svetu, kjer bi skozi mi govorili samo vsem kot nekem načinu zavedanja. Ampak, če hočemo raziskovati zavest, je pa to v bistvu en zelo dobra novica. Torej, ne bomo je našli v naravi, zato ker je v naravi iz tega, kar smo rekli, da je narava, s čim naj bi se ukvarjali naravoslovje, smo jo vrgli ven že zdavnaj. Po definiciji naravoslovje je tisto, kjer ni zavesti. Našli jo pa bomo v vsakem trenutku okrog nas. In na tak način, skozi spreminjanje perspektive, ki jo mogoče Nekerjeva kocka najbolj predstavlja, na tak način poskušamo mi opazovati zavest. Torej, na nek način je tu nek binarni preklop. Ali gledamo vse, kot da je narava, kot da so stvari tam zunaj, ali pa se zavemo, ne, vse, česar smo mi lahko, o čem lahko neposredno kaj vemo, naša zavest. In to sta dva pogleda, ki jih ne moramo hkrati imeti. Iz tega naravnega pogleda, ki mu reče Husserl naravna naravnanost, ga moramo dati oklepaj, temu rečemo. Torej ne, da zanikamo svet, ampak da rečemo, kaj pa, če bi jaz zdaj nehal kar predpostavljati, da je ta svet tam zunaj? Kaj bi se zgodilo? In bi rekel, jaz vidim tisto, jaz čutim to, jaz nekaj mislim, imam neke misli, to je vse, so neke premene zavesti. In seveda, da vidite tlele, da se malo maknem glavo, pa piše beseda neurofenomenologija, to je pa način, in s tem bom zdaj končal ta kratek uvod, ali pa mogoče ne tako kratek uvod. Neurofenomenologija je pa način, kako poskušamo združiti potem. Torej, da na eni strani raziskujemo recimo dogodke v možganih, nevronske aktivnosti in tako naprej, na drugi strani, ali pa vedenje tudi, seveda vedenje je tudi neko objektivno, nekaj, kar lahko vsi se strinjajo,
Na drugi strani pa gledamo doživljanje in gledamo, a so kakšne paralele. A so kakšne paralele med njima. Ampak zelo pomembno je, da se doživljanje na svoj način raziskuje. Na popolnoma drugačen način, kot pa dogodki v možganih, vedenje in tako naprej. Evo, to je zdaj zelo približno to, kar sem hotel povedati, zato da se lahko pogovarjamo o raziskovanju zavesti. Zdaj pa bi raj se jaz predal na milost in nemilost tvojim vprašanjem, potem pa še vprašanjem publike. Dobro. No, mene kot prvo, kot pač arhitekta me zanima jasno eno vprašanje. Vprašanje, ki me zanima je, kakšni metri obstajajo zdaj recimo v sodobni kognitivni znanosti za prepoznavanje zavesti, ker pač, kot smo zdaj že po tvojih besedah ugotovili, recimo čist osnovni znanstvene meritve tega ne zaznavajo. Kje se potem, v katerih poljih se zaznava recimo, kam gre ta pot raziskovanja? Ja, metrov ni, ne? To je ravno ves point. Ne? Torej, meter je nekaj, mera je nekaj, o čemer se lahko vsi strinjajo. Ne? In o tem, a jaz zdaj zavedam se ali ne in česa in kako se zavedam, se ne mora nihče strinjati razen mene. Torej, to je ta bistvena razlika, o kateri sem govoril. Pri zavesti je edini ekspert tisti, ki se zaveda. Torej, nas čaka težka naloga, da mi ne moramo gledati ljudi, zavesti ljudi, tako kot gleda recimo nevrolog možgane. Ne? Nevrolog gleda možgane nekoga, ki nima blage veze o nevrologiji, o nevroanatomiji in tako naprej, ga postavi v fMRI ali pa EEG ali pa kaj takega in opazuje in bo zelo veliko se naučil o možganih, o možganskem delovanju. Ničesar pa o njegovem doživljanju. Ja. Pa skoraj ničesar. Tisto, kar se je pa naučil zato, ker je kdaj prej kdo natančno poročal, kaj doživlja ob nekaterih, recimo, če vidi, da je amigdala, torej en del limbičnega sistema, en del možganov, zelo aktivna, lahko sumi, ni pa nujno, ampak je pa en sum, da ta človek je prestrašen v tistem trenutku. Ja. Torej, nekaj malega lahko zvemo o tem, ampak ne moramo pa biti prepričani. Prepričani smo pa samo takrat lahko, ko je človek dovolj izučen, dovolj dober samoopazovalec, da natančno pove, kaj doživlja. Torej, ni metra v tem intersubjektivnem, tem smislu strinjanja. Tega ni. Mi smo zdaj, ko raziskujemo zavest na podobnem nivoju, kot so bili angleški in nemški in francoski naravoslovci tam v 18. stoletju, recimo Humboldt in ti, ki so hodili tam po Južni Ameriki in so zbirali metulje in tako naprej. In zdaj mi zbiramo metulje in rečemo, mi smo kar nekaj tle odkrili, in pa vprašamo druge, ki so dovolj izurjeni v opazovanju zavesti, a ste vi tudi kaj takega odkrili in primerjamo in tako naprej. Ne rečem pa, da nekoč ne bo kakega metra, ampak trenutno so mnogi poskusi na hitrco narediti meter, ki pa noben res ni zaenkrat še uspel. Ker še nismo dosti izurjeni samoopazovalci. Ja, malo me spominja to na zgodbo, ki sem jo imel, ko sem poučeval zgodovino umetnosti in na nek način je bil problem pri recepciji tega ustvarjanja kot nekaj, kar nima veze z resničnostjo. In potem jaz, ker sem bil jezen, jasno, zato ker sem hotel dokazati, da inspiracija je nekaj, kar je otipljivega in kar tisti, ki nekje dobi ta, recimo, ekstatični moment, ki ga privede do pripovedi svoje resnice, sem v risalnici, ki je bila tam, sem pač šel na pipo, sem zmočil cunjo, sem laufal na sredo razreda in sem vrgel to cunjo v tablo in ta cunja je padala dol, vse je bilo mokro in potem sem vprašal te študente, zdaj, kaj vas zanima, kaj se je dogajalo v molekulah te vode v tem, ko sem tekel, to ali pa zanima, zakaj sem to naredil. In potem smo se rekli, ne, zanima nas samo to, zakaj si to naredil. No, to je ta resnica, ne tista, ki se je da zmeriti med mojim tekom, med mojo akcijo, ampak v tistem momentu, ko na nek način izbruhne ta inspiracijski moment, ki sproži dejanje, ki mogoče nima nekega razloga, na koncu je pa presežni trenutek, ki se ga da videti v recimo nekem rezultatu, umetniškem ali tudi znanstvenem. Tako da ta resnica in resničnost je meni vedno bil boj med resnico, ki je mogoče, kot ti praviš, lahko samo prvoosebna na nek način, zaenkrat. Mislim, resnica je stvar, ki je zelo
prejšnjo stoletje. Ne? Ja, prejšnji. Resnica je tudi nobena znanost ne ve ničesar o resnici. Ne? To noben resen znanstvenik ne bo rekel, mi pa vemo, kaj je res. Ne? Ker Popper je že 80 let, Karl Popper je že 80 let nazaj povedal, da znanost lahko samo, dobra znanstvena teorija je taka, ki sama že vključuje način, kako se jo da zavreči. Mi lahko samo najdemo nove podatke, ki še vedno niso zavrgli te teorije. Torej, v resnici, to je ravno lepota znanosti, da v resnici ničesar ne ve. Zato umetnik ponavadi ne razlaga resnice, se vidi v rezultatu njegovega produkta. Ampak če pa smo pri tem, kaj je najbolj temeljno, v kaj res ne moramo dvomiti, je pa to zavest. Ni fizikalna narava, kljub temu mi mešamo tlele eno stvar, v kateri se lahko vsi strinjajo. Recimo, a obstaja Higgsov bozon. Vsi, ki znajo fiziko, se zdaj trenutno strinjajo, da obstaja neka zreč, ki je Higgsov bozon. Ampak, a obstaja pa zavest, v to pa ne moramo, ampak še vedno lahko dvomimo v Higgsov bozon. Morda bo čez 50 let neka novo odkritje pokazalo, da je bila to napaka in to se skozi dogaja v znanosti in to je lepota znanosti. Edina stvar, v katero ne moramo dvomiti, a se zavedam, jaz ne morem dvomiti, a se jaz zavedam, v to je pa nemogoče dvomiti, zato ker če jaz dvomim v to, a se jaz zavedam, potem je to sam način zavedanja. Sem pravkar potrdil to, da se zavedam. No, druga plat, ki me je meni zanimiva, je predvsem recimo nekaj, kar je mene tudi pripeljalo do poznavanja tebe in to je bila teorija recimo 2 čilskih znanstvenikov o autopoiesisu, kar me je zanimalo, je bila ta povezava s tem, da na nek način nekaj lahko samo nastaja kot kreativni ustvarjalni proces in na nek način se tudi nekje v ozadju ne pozna razloga za to samo pojavnost. Tukaj me je zanimalo, kaj ti misliš o tem, v bistvu s tem, ko življenje je samo to živo, ta živost, o kateri si tudi prej govoril, v bistvu, ki naj bi bila razlika med živostjo, ki doživlja nekaj in mogoče nekaj, kar mi mislimo, da ni živo, pa ne doživlja, recimo neka šalica. To, kar je živo, naj bi se imelo sposobnost tudi samo ustvariti, oziroma samo reproducirati, ne vem, samo generirati v tem smislu. Ja, mislim, tukaj zdaj to je zdaj kar zapletena zgodba, ti si zdaj preskočil na to teorijo autopoeze, Maturana in Varele. Ta zgodba je zanimiva iz več razlogov. Eno je, ona dva sta naredila teorijo življenja, ampak zanimivo je, da Varela v kasnejših letih potem je šel natančno, vse to, kar jaz delam, je v bistvu prihaja iz njegovega razmisleka. On je potem iz te teorije življenja šel na teorijo doživljanja, na to fenomenološko, to, kar mi zdaj delamo. Mimogrede povedano. Ampak ona dva sta v začetku sta pa naredila teorijo tega, kaj je živo. Torej, živo je tisto, ki lahko sebe obnavlja. Autopoiesis. In vprašanje, a je živo pa zavestno, če je nekaj živo, a je nujno že zavestno, to bo večno neodgovorjeno vprašanje. To zdaj, ko imamo to umetno inteligenco in pol mogoče umetno zavest, ti računalničari, ki večinoma to proslavljajo, na to sem mislil nekako navezati. Še niso prišli do točke, da bi se vprašali, a zavestno, oni večinoma, če niso res dobro podučeni, kar mešajo inteligenca, zavest, življenje. Inteligenca, robot je brez problema lahko inteligenten, to pomeni, da rešuje neke naloge, če definiramo inteligenco kot sposobnost reševanja nalog. Ampak te naloge mu mora nekdo dati. In ta nekdo pa je živ organizem, zato ker edino živ organizem je tisti, torej ta, ki se sam definira. Ne samo, da se samo obnavlja in gradi, sam se definira, to je bila ideja autopoiesisa, samo tak, torej avtonomen organizem si lahko zmisli, kaj sploh je problem. Mi mislimo, da problemi so kar zunaj, za kamen ni noben problem, če meteorit trči v zemljo. Kamen ne bo tega, če mi predpostavljamo, da ni živ. Kamen to ni noben problem, to je problem za eno živ organizem, ki hoče svojo celoto ohranjati. To pomeni, da problem je relativna stvar živega organizma. Relativno. Kar pomeni, da kamen sam po sebi nosi zavest.
v tem smislu. Če bi bil pa kamen taka vrsta bitja, ki mi ne vemo, da je, mi mislimo, da ni, ampak lahko se motimo, ne? Ki pa sam sebe skrbi za svoje ohranjanje svoje identitete, kot živa bitja skrbijo na različne načine. Potem pa je seveda drugače. Potem pa kamen je temu, še ena grozna beseda, teleološki. Torej, kamen sam sebi definira potem, kaj on pričakuje in v katero smer bo poskušal iti v svojem življenju, ne? Kar pa mi mislimo, da ni. Medtem ko pa živa bitja pa točno to naredijo. In živa bitja definirajo, kaj je problem in jih potem poskušajo reševati, ne? Mi pa mislimo, da zdaj roboti, zato ker znajo ene probleme rešiti, ki so pa problemi programerjev, pozabljamo to, mi rečemo, ali robot je rešil problem, ampak to je, rešijo jih lahko fantastično probleme, sam definirajo problemov, tega ne znajo. No, saj to vprašanje sem jaz dal v funkciji naslednjega, ne, kjer smo se tudi midva že pogovarjali o tem, o možni vlogi raziskovanja zavesti pri gradnji nekih bivalnih struktur, civilizacij, družbe, kar v bistvu s temi projekti, ki jih mi delamo v breztežnosti, z nekimi avtarkičnimi strukturami, kjer ljudje živijo v zaprtem, zelo podobnem stanju, ki ga mi zdaj na Zemlji živimo z pandemijo, v bistvu pomeni, ne, predvsem v nekih fizičnih in v odnosu do fizisa in do odnosov samih med nami. Recimo, tukaj kje... Jaz mislim, da je, ok, hvala, ker smo zdaj prišla do tega, kar je bila osnovna ideja vsega. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, ne? Zato ker jaz moram zdaj, preden bom herezijo izrekel, moram najprej dati disclaimer. Jaz sem velik ljubitelj tehnologij, jaz sem programer bil dolgo časa, pa če se le da, uporabljam tudi te nevrološke tehnike merjenja in tako naprej. Ampak problem je, tukaj gre za en problem Prokrustrove postelje, ne? Da poskušamo, zdaj sem ravno bral v eni knjigi, kako narediti, da je vsa posoda, ki jo imaš v kuhinji, perljiva v pomivalnem stroju. Ne, da je tisto dishwasher safe. Preprosto, vso posodo daješ v pomivalni stroj, tista, ki se uniči, se bo uničila in ti bo ostala samo tista, ki se lahko pere v pomivalnem stroju. In tako nekako mi delamo zdaj z problemi človeškega bivanja, ne? Vse dajemo v neko flash mašino naravoslovja in potem pač eni zginejo. In mi mislimo, da teh problemov ni. Ne, teh sam ne znamo rešiti s flash mašino naravoslovja. In jaz mislim, da recimo vprašanja bivanja, ne, so ne vsa, mnoga vprašanja so zelo tehnična in so vprašanja, ki jih morajo recimo fiziki rešiti ali pa in tako naprej, ampak ta osnovna vprašanja človekovega bivanja in sobivanja, ne, so pa vprašanja zretja v svoje bivanske, v zavest, v svojo bivansko intimo. To je moje mnenje. In to mnenje sem si razvil tako, da imam eno težavo z možgani, ker imam z ravnotežjem probleme, ne, kjer nevrologi pač nič ne znajo povedati okrog tega. Vemo približno, v katerem delu možganov je mogoče neka mala mini lezija, ki se niti ne vidi, ampak to je pa vse, nič ni zdaj. Ampak jaz pa, glede na to, kako slišimo o plastičnosti možganov in tako, sem ugotovil, da z samo raziskovanjem pa lahko jaz si zelo pomagam pri tem, ne? Torej od znotraj, z razumevanjem tega, kako moj novi svet deluje zdaj po tej poškodbi, se lahko jaz naučim bivati v tem. In podobno velja tudi za sobivanje, ne? Vprašanja sobivanja, če jih damo v tehnično, v naravoslovni žargon, velikrat, če hočeš nekaj dati v naravoslovni žargon, potem moraš zreducirati stvar na eno ali pa na dve variable. Ali pa na tri, tri že ne znamo več z njimi delati. Torej, hočemo reči, recimo, moramo poskrbeti za X, ne vem zakaj, zato da bo imel dovolj prostora človek, dovolj zraka, dovolj ne vem kaj. Problem kompleksnih organizmov, kompleksnih sistemov, med katerimi smo seveda najbolj kompleksni organizmi, pa je, da je ravno, to je po definiciji nemogoče. Mi ne moramo na eno ali pa na dve variabli zreducirati našega bivanja. In vedno, ko to poskusimo, in to ni zdaj tehnologija prva, ki si je to zmislila, to so razni utopični sistemi, ki so vedno znova poskušali reči, to je tisto, kar bomo zdaj optimizirali,
na račun vsega ostalega. Ne? In vsi so propadli. Zato, ker ne znamo, ker poskušamo, imamo teorije in vsaka teorija pozabi pa na kompleksnost. Torej, edini način, da se soočimo z temi problemi sobivanja in kompleksnosti, zdaj, ko rečem edini način, je treba biti seveda skeptičen. Meni se zdi, da je to dober način, ampak absolutno sprejemam, da se kdo ne strinja s tem. Je, da opazujemo, kaj to naredi, zato ker naše doživljanje je pa celostno. Naše doživljanje, recimo, kako se jaz počutim, ko se s tabo pogovarjam, je pa nek celosten občutek. Moram se zelo potruditi, da ga pol razdelim na, ne vem, moje čustva so taka, misli so take in tako naprej. Jaz imam skozi dostop do celote. Ne? Torej, tukaj je pa že vesolje samo poskrbi za to, da jaz vidim celoto, da se moram zelo potruditi, da jo razdelim. Ne? In jaz mislim, da na tak način bi morali študirati probleme sobivanja, možnosti tega, da bi zelo dolgo časa, recimo malo več ljudi moralo biti skupaj, ne? Da gledamo ta celosten občutek, ne pa da probamo analizirati komponent, da začnemo z analizo komponent. Ja, ker pa bi se mogli praktično vsi prilagajati tem normativom komponent in ne bi tam živeli. Tako, en inženir bo rekel, kar je pomembno je X, ne vem, karkoli že. Da, recimo, inženirji so nam povedali, da pri komuniciranju je pomembna hitrost in zdaj imamo e-maile. Ne? Mi vemo iz raziskav doživljanja in tega, da e-maili so največje sranje našega vsakodnevnega življenja v pisarni, vsaj. Mislim, da če si, ne vem, mornar, mogoče ne, ampak največ slabih občutkov, neprijetnosti, občutka izgubljenega časa je, ampak za tem pa stoji briljantna rešitev tega, da e-mail bo pohitril našo komunikacijo in da je to nekaj absolutno dobrega. Ne? In tako je pri teh tehnoloških rešitvah za celotne bivanjske probleme je ta pregovor absolutno drži, da je pot v peko je posejana ali pa iztlakovana z dobrimi nameni. Ne? Ja. V bistvu na nek način je nekje, po mojem, zmanjka ta osnovna etična komponenta, ki je prisotna v neki organski rasti, v kateri v bistvu mi si dajemo napotke, ne pa fiksne koordinate. In v teh napotkih, kjer na nek način se razumemo, predvsem, recimo, ko si ti zarekel mail, meni povzroča problem pri mailu, da mi ne vibrira glas tistega, ki mi nekaj pove. Da v bistvu ne razumem, a je res mislil nekaj dobrega ali stavek, in v bistvu reakcija je vedno samo v moji glavi in dejanski odnos ni, dokler ga ne pokličem. Jaz sem pa še iz starega časa, v katerem v bistvu sem jaz rabil to vibracijo glasu. Ne? In v tej vibraciji glasu sem jaz dobil bi lahko rekli, koordinato živega bitja, ne? Ki mi je nekaj povedala. Sem razumel, zdaj tukaj človek je razburjen, jaz pač moram malo se umiriti in mu govoriti nazaj. V mailu tega sem jaz razburjen. Tako je že mogoče, ne? Pa niti ne vem zakaj. Ne? Recimo. Ja, pač imamo zelo različne težave z mailom, ne? Ampak zelo mali procent ljudi je, ki ta vrsta komuniciranja odgovarja. Ne? Večina nas ima probleme z multitaskingom, ne? To, da ti zjutraj moraš 1 uro se prebijati skozi ful različnih stvari, ko bi rad nekaj posvečenega delal, recimo. Ja, dobro. In pri tem vprašanju mi pa pride še mogoče zadnje, pa lahko predava naprej ostalim. In to je vprašanje podzavesti. Včeraj si mi ti omenil recimo Milton Ericksona, ki je, potem sem šel prebrati danes nekaj in pravi, da je v bistvu podzavest ta ustvarjalna možna rešitev za to, kar ti praviš, da še ne poznamo. V bistvu preko sanja je začela v bistvu na nek način ta psihoanaliza pred 100 in tolikimi leti se razvijati. V bistvu preko spoznavanja tistega, kar se nam v doživljanju recimo zdi pomembno, ne znamo si pa tega nekje razložiti. Ne. Ta podzavest, koliko je danes recimo... Ja, mislim, zdaj o psihoanalizi jaz ne vem skoraj nič. Ne, recimo, predvsem meni se zdi, koliko se jo obravnava v recimo kognitivnih znanostih. Ja, zdaj, podzavest je podobno kot realni, objektivni zunanji svet, pač neka naša predpostavka.
Ne? Recimo, ko gledamo doživljanje, ne, vidimo to, da se včasih kar naenkrat pojavijo ene stvari, ki so lahko neverjetno kreativne, neverjetno nenavadne, neverjetno presenetljive, plop, ne, od nekje pridejo. In temu lahko recimo rečemo podzavest. Ne. Torej, ideja raziskovanja doživljanja je, da nimamo teorij o zavesti, ampak da zbiramo podatke. Torej, zdaj, kje je to shranjeno in tako naprej, o tem ne vemo. Ne? Od kje se pojavijo sanje, ne vemo. Imamo pa ekstremno natančne podatke o tem, kako se to pokaže, kako mi to doživljamo, kako kar naenkrat ugotovimo. In če dobro pomisliš, ne, mi se zelo veliko ukvarjamo z mislimi. Misli so ena taka zelo zanimiv poligon tega, ne? Ker mi navadno podzavest povezujemo z nekimi informacijami o nekih bolj nedostopnih stvarih, kar je res. Ampak odkje prihajajo naše misli? Odkje prihajajo zdaj moje misli, te besede, ki jih jaz izrekam? To se skoraj nikoli ne vprašam. Ko začnemo to opazovati, ne, ali pa razmišljanje v tišini, odkot se pojavlja ta stalni tok enih vsebin, ne? Mi imamo občutek, da je to moje, da jaz mislim, ampak to skoraj nikoli ni res. Večinoma, ko res poglobiš se v to opazovanje, vidiš, da te misli vznikajo iz nekega temačnega, predzavestnega prostora in da mi imamo zelo malo kontrole nad tem. To vsi, ki so kdaj poskušali meditirati, jim je to zelo jasno postane. Da misli niso neka stvar, ki je moja, da jaz razmišljam in jaz lahko to razmislim in tako naprej. Da jaz sem bolj nek opazovalec nečesa, kar prihaja. Podobno kot opazovalec zunanjega sveta. Ne? Ni ravno ta občutek. In torej ta neka pokrajina, ki je nam, ali pa stvari, ki vznikajo, večina stvari, ki vznikajo, je velika skrivnost, od kje prihajajo. Ne? Tako da to ne velja samo za bolj, rečemo temu, mistična, bolj nenavadna, recimo kreativnost in tako naprej, ampak velja za čisto vsakdanji drill, vsakdanjo lajno, ki se ponavlja nam v glavi. Ja, recimo velja en stavek v umetnosti, ki pravi, da recimo ideje so v zraku, ne, da letijo. In v bistvu na nek način, zato se dogaja večkrat v nekih dobah, da na različnih koncih sveta ljudje približno podobne stvari razmišljajo, ne da bi se poznali med sabo, ne da bi imeli direktnega kontakta, ampak ulovijo iz tega toka tiste, ki so njihove. In ponavadi se ti zgodi ta presežek, ko ti uloviš tvoje največ, ko se v bistvu sinhronizirajo te ideje, ki lebdijo v tem zraku z tistim, kar imaš ti v bistvu na nek način, kar lahko artikuliraš, kar lahko izraziš, kar v bistvu včasih ne vede izrišeš ali, ne vem, zapoješ ali pa, ne, in v bistvu tam se potem zgodi ta presežek, ki ga ne razlagaš v metrični enoti, ampak je kot rezultat povzroči doživljanje in ekstazo drugim, ki to gledajo. Kot v bistvu rezultat vse, kar lahko jaz o tem rečem, ne? Zdaj, to je res, ti pojavi so zelo zanimivi, kako se na svetu, recimo tudi v znanosti, kako se na svetu ista ali pa zelo podobna ideja naenkrat pojavi na par koncih. Ne? Ampak kar lahko jaz rečem je, ne, da so te ideje bolj kreativne, bolj bogate, da niso tako ker vsakodnevno naše razmišljanje je navadno ekstremno dolgočasno. Ne? Mi, ko raziskujemo doživljanje, navadno ljudje, ki prvič pridejo k meni, da bi jim jaz malo pomagal opaziti svoje doživljanje, se bojijo, da ne bi zdaj kakšni intimni, da jim bo nerodno, pa tako naprej. Ogromno krat se izkaže, da to sploh ni problem. Da kar je problem, je res, ko se po neki dneh raziskovanja pokaže, kako smo monotoni. Ne? In edino, kar lahko jaz na to rečem, kar si zdaj rekel, je, da če uspemo to monotonijo malo dati oklepaj, oklepajo damo pa tako, da jo opazimo. Ne? Takrat se potem pa kar naenkrat odpre eno neverjetno področje kreativnosti, novosti in tako naprej. Od kje pa to pride, pa ne vem. Če jaz bi v bistvu tukaj pogovor recimo zaključil in prepustil, recimo, mislim, da je bil tudi pogovor že sam po sebi iztočnica tem ljudem, ki so že nekaj napisali na chatu, mislim, in te pač naj ostali
obiskovalci najnega pogovora zdaj povejo svoje, ali pa da ne vem, a bo Tanja... Ali pa ti, mogoče boš pa ti znal odgovoriti. Okay, mogoče bi lahko... Lahko preberem kakšno vprašanje. Pa če začnemo kar pri prvem, kako se zavest razlikuje od samozavedanja? Aha, super vprašanje. Samozavedanje je še en zasuk. Ne? Jaz lahko se zavedam stvari, jaz se lahko zavedam, da so ene stvari v prostoru, lahko se pa zavedam, da se jaz zavedam, da so te stvari. Ne? Zdaj, nekateri fenomenologi, začetni raziskovalci zavesti, filozofski raziskovalci zavesti, trdijo, da je nemogoče se zavedati brez samozavedanja, da vedno je vsaj v enem najmanjšem meri nek jaz prisoten, da se jaz zavedam, ne? Da sta jaz pa svet sta vedno v nekem kontrapunktu in da je nemogoče brez tega. Zdaj, meni se to zdi precej smiselna stvar, torej, da vedno je vsaj najmanjši košček tudi samozavedanja zraven, ampak recimo kakšni meditatorji pa pravijo, da to ni nujno, da obstajajo stanja zavedanja, ki so brezosebna. Da je samo zavedanje neke celosti, brez tega, da je jaz pa samo ergo sum. Samo ergo, ne niti brez sum v bistvu, ergo, kogito samo, no. Samo kogito. Torej, je samo zavedanje brez samozavedanja, da je to ravno, eni trdijo, da je to ravno cilj meditacijskega izpolnjevanja. Zdaj, jaz ne bi se postavil tle na pozicijo, mogoče imajo oboji prav, da je tisti to redek dogodek, da ga pač večinoma nismo z njim soočeni, ampak velikokrat, ko začnemo delati z ljudmi, ko začnemo jim pomagati raziskovati doživljanje, samozavedanje ga ne opazijo. Jaz pol sem pa čutil, da me je glava bolela, pa malo sem videl tisto svetlobo, pa eno nemir je bil in tako naprej, ampak pol pa greš globlje in vedno se pa pojavi ta jaz od spodaj, ta relacijski komponent. Jaz sem to občutil in na koncu vidiš, da ogromen del svojega doživljanja je povezan z neko relacijo na mene in mene z svetom. Tako da jaz, po mojih izkušnjah, ni pa to zdaj dokončen odgovor, je samozavedanje prisotno skoraj vedno, samo navadno ga ne opazimo, ker je tako samo po sebi umevno. Dobro, hvala. Upam, da je tisti, ki je vprašal. Če pa ni zadovoljen tisti, ali pa tista, saj lahko se zdaj oglasite, po mojem. Ja, tako, zdaj sem želela v bistvu povabiti publiko, da ali dvignite roko, ali pa kar se izklopite mikrofon, oziroma vklopite mikrofon in vprašajte. Mogoče pa še kakšno nihče, bo pa je še vprašanje prebrala. Ok, prej imamo zdaj eno vprašanje glede zavesti pri živalih. Torej, imajo vse živali zavest, oziroma razlika med, ne vem, mačkami oziroma enoceličnimi organizmi, če obstaja. Ja, ne vemo, tega sem jaz, mi ne vemo niti, če ima raj zavest. In vi ne veste, če imam jaz zavest. Mogoče sem v filozofiji obstaja koncept zombija, torej enega robota, ki se natančno enako vede, ampak je pa to vse en program. Je to odzadaj, mi vemo, tisti, ki ga je naredil, ve, da je to samo en program, ki so samo eni if stavki, ki jih je nek programer že 10 let nazaj sprogramiral, ampak za tistega, ki ga pa gleda, pa ta gledalec pa tega ne more razbrati, zato ker se ta stroj vede natančno enako kot človek. In to ni, v bližnji prihodnosti bomo res soočeni s tem, ne z roboti, ampak z temi programi, ki se bodo pogovarjali. Google že ima take programe, kjer moraš ti zelo podrobno gledati, da vidiš, da to ni, da vidiš, da je to stroj v zadnji. Torej, mi ne vemo, ali imajo živali to luč zavesti, ampak tisti, ki imamo živali, jaz imam eno muco, recimo, jaz sem prepričan, da se zaveda ta muca, ko se z njo ukvarjam, ampak to je neka moja pristranost. Jaz vidim v tej mački luč zavesti, če je pa možno, da se motim. Je pa to vprašanje zelo pomembno. Točno leto nazaj, tik pred
lockdownom sem se pogovarjal, sem bil v Izraelu in sem se pogovarjal z Yuvalom Hararijem, ki je rekel, da tisti človek, ki bo nekoč naredil teorijo zavesti, torej s teorijo zavesti je on rekel neko jasno delineacijo med tem, kaj ali pa kdo je zavesten in kdo ne, to bo najmočnejše politično orožje, ne? Zato, ker pa bomo rekli, če so recimo krave zavestne, potem je jasno, da jih ne moramo mučiti in ubijati in tako naprej, ne? Ali pa če so mačke in tako naprej. Take lahko tudi rastline, ne? Ja, in če tako, točno tako, če so rastline zaveče, so bacili in tako naprej, ne? Ampak verjetno tega nikoli ne bo, ne? Verjetno bodo to samo eni približki. Druga uporabna stvar tega, da bi mi bolj razumeli, kdaj je neka luč zavesti ali pa ne, je pa to, da bi se lahko ocenili ljudi, ki so v vegetativnem stanju, a se še zavedajo, še čutijo, ali je že tema, ne? S tem se pa veliko ukvarjamo, ne? Da bi... Rekel tudi, že si omenjal o teh študijah o sinhronizaciji dveh, recimo, oseb odnosov, recimo, da je to neka pot, mogoče preko katere se lahko... Ja, to je zdaj čisto novo in to še napol mistika, ne? Zdaj vemo, ali pa kaže se, da se ljudje včasih med sabo na nek čuden način sinhroniziramo, ne? To se kaže čisto pri teh fizioloških parametrih, ne? Pa ta Erikson, ki si ga prej omenil, Milton Erikson, psihoterapeut, hipnoterapeut, on je, ko je bil mlad, se je igral s tem, da je izumljal to, čemu zdaj rečemo hipnoterapija, je študiral medicino in potem je vedno sedel v prvi klopi in je sinhroniziral svoje dihanje s profesorjem, ki je predaval pred njim, ne, za katedrom. In je recimo 1 uro dolgo je natančno enakem ritmu dihal kot ta profesor in potem je po 1 uri nehal. Je zadržal dih in ti profesori so padali po tleh, izgubili so tok, sploh niso vedeli, kaj so že minuto prej predavali in tako naprej. Tako je on prišel do tega, da neke sinhronizacije so na neke zelo zanimive načine delujejo, ki jih mi ne razumemo, ne. Mi recimo zdaj eksperimentiramo to študenti, zdaj smo začeli, oziroma pojutrišnjem začnemo ta eksperiment, zato ker so na Berkeleyju ugotovili, da študenti, ki so v neki sinhronizaciji s profesorjem, veliko bolj se zapomnejo, veliko več vejo, ne. In mi bi zdaj radi videli in to nevrološko stran tega, kaj je sploh to, kar se sinhronizira, in doživljajsko. Torej na paralelnih nivojih to raziskujemo. Tanja, je še kakšno vprašanje? Če bi se Jure Ponikvar javil, da bi kaj povedal mogoče. Jure Ponikvar. Lahko kaj povem. Ja, pač omenila se je resnica, pa Karl Popper, ne. Mislim, da si rekel, Urban, da resnica, da je to čist 20. stoletje, pa da noben to ne ve, pa da to ni več nekaj takega, kar bi bilo relevantno za znanost. Mislim, po moje, da se zdaj vedno več govori o resnici in obstaja več teorij resnice, ne. In Karl Popper, filozof znanosti, je verjel, seveda, da resnica obstaja, objektivna resnica, in da je istovetno z dejstvi. Tako da me zanima, kaj ti misliš o tem, kakšna je tvoja teorija resnice? Ja, jaz nimam teorije resnice, se strinjam tem, kar si rekel, ne, ampak pač zato sem rekel, da to je prejšnje stoletje, on se je 100 let nazaj on je verjel, da znanost vseeno asimptotično se približuje neki končni varianti, ne. Zdaj znanost po njegovi smrti, pa potem, ko je on nehal se s tem ukvarjati, ni ravno tega potrdila, še posebej fizika, na kateri je on temeljil, ne. Fizika je zdaj vedno bolj divergentna, če gledamo, ampak to še nič ne pomeni, ne. Zato jaz sam mislim, da vprašanje resnice ni nujno za to, da raziskujemo. Je pa možnost, da obstaja, ne. Jaz ne pravim, da ni imel prav Popper. To, kar sem prej tako malo res se strinjam. Saj večino filozofov pa znanstvenikov mislim, da verjamejo v to korespondenčno teorijo resnice. Mislim, da je ta kar najbolj prevalentna, no. Jaz bi tukaj sam poudaril nekaj, da mogoče ni nujno, da resnico lahko gledamo samo kot končnost, da resnico s končnostjo povezujemo, da je resnica nekaj, kar je lahko gibanje, kar je v bistvu, ni nujno, da je to neka objektivnost, ki jo pričakujemo z rezultatom. Aha, to pa bi rekel, da ja. Korespondenčna teorija resnice predvideva, da mi vemo
s čim naše izjave, trditve, teorije korespondirajo. Torej, predpostavlja, da mi poznamo neko objektivno reč, s katerimi lahko jo primerjamo. In to je v primeru, zdaj je ura 8, je to lahko, ampak v primeru, kakih recimo obstaja Higgsov bozon, je pa to že veliko težje, ne? Ali pa jaz se zavedam tega pa tega. Zaradi tega je ta korespondenčna teorija resnice ima zelo močne meje, ampak zdaj jaz ne bi šel zdaj v to. Ja, to me zanima, no, ja, če bi lahko mogoče, tako še v nadaljnjem predavanju. Ampak sam, kar sem hotel reči, je, da to je zanimivo vprašanje, ki jaz nimam odgovora na njega. Ampak je pa še bolj mogoče zanimivo, da mi ne rabimo tega. Vse, kar mi rabimo, je, da natančno opišemo, na kak način smo en podatek dobili in da ta opis je toliko natančen, da lahko kdorkoli drug tudi dobi ta podatek z istim principom, z istim načinom opazovanja. In potem ni zdaj pomembno, ali je ta podatek res govori o objektivni stvarnosti ali ne. Torej ne rabiš, samo to sem hotel reči, ne rabiš ti dokončne definicije resnice, ne rabiš sploh uporabljati besede resnica, pa lahko delaš, pa imaš lahko izjemen napredek znanosti. To je že Niels Bohr zaštekel pred točno 100 leti in tako je v bistvu sploh zalaufala kvantna mehanika lahko. Ampak pustimo zdaj, mislim, to je res težko vprašanje, Jure. Tako da mogoče je drugič, ali pa tolika debata za tem. Andrej Ule, recimo, je celo knjigo o tem napisal. Ja, sem bral tudi njega. Če ima kdo kakšno vprašanje mogoče? V chatu ni nič novega. Raj? Mene zanima nekaj. Če so kakšni, ne vem, zdravstveni, medicinski fenomeni, ki bi kazali, da je pač neka ločnica med duhom in telesom. Mislim, enkrat sem slišala za en fenomen, zdaj ne vem, če je to prav res, da je neka imunost na splošno anestezijo, da ljudje čutijo, pa ne morejo povedati nekaj takega, no, to me zanima. Ja, to je grozen dogodek, ki se zgodi kdaj, da ljudje dobijo splošno anestezijo in jim samo ta motorika zamre, torej ne morejo delovati, čutijo pa vse. To je navadno se povezuje z eno strukturo med možgani in hrbtenjačo, ki se reče retikularna formacija, verjetno je tam se zgodi neka napaka, ampak zdaj, če pa to kaj pove v razliki med duhom in telesom, pa bi rekel, da ne. Ali pa mogoče vida, ali sem prav prebral, mogoče sam poveste, na kak način bi to lahko nam kaj povedalo razliki med duhom in telesom. Zaradi tega, ker, kot sem prej rekel, zanimivost duha, pa rečemo, jaz bi rekel zavesti, duhem, je v tem, da je ne moramo videti. Mi samo lahko vemo, jaz sem zavesten. Ničesar drugega. Mi recimo o tem fenomenu, ki ste ga ravno omenili, zvemo samo tako, da je človek potem se zbudil, oziroma je ta anestezija nehala delovati in je rekel, jaz sem vse čutil, kako ste me rezali vse, ampak nisem mogel ničesar narediti. Če on se ne bi zbudil, mi ne bi imeli nobenega načina, da bi odkrili. Dobro, zdaj mogoče malo že razmišljamo, da eni deli možganov, to je zdaj veliko energije se usmerjajo v to, da bi videli, kateri možganov so definitivno povezani z tem, da je luč prižgana. Ampak zaenkrat še ne vemo. To so zelo različne teorije. Eni pravijo, da mogoče sploh ni deli možganov, ampak cela sinhronizacija in tako naprej. Ampak načeloma pa mi lahko zvemo, da je bil ta človek, da je čutil samo potem, da on nam to pove na koncu. Ali pa mogoče, ne vem, ko bi to sploh jaz razbivala, ampak je mogoče, da je kdo umrl že od teh bolečin, ali pa da niso vedeli, da se je mogoče, samo te pol ne vemo, ker ni tu nazaj, da bi nam povedal. To je grozen, ne vem, če bi se smel smejati temu, ampak mogoče, ne vemo. Pač tisti, ki so prišli nazaj, pa so to povedali, to so res grozne stvari, to so grozljive. To je zelo podobno kot to, čemu rečemo v angleščini locked in syndrome, ker ljudje ne morejo se premikati, noter pa njihova zavestna pokrajina je pa živa in tako, ampak ne znajo tega sporočiti. To je na nek način podobna reč.
Ja, hvala. Ja, hvala vam. Imamo še dve kar zanimivi vprašanji v chatu, pa bomo potem zaključili, ne, s temi dvemi. Torej, to se lahko razvije debata, ampak ali se zavest lahko enači s tem, kar poimenujemo Bog? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, kdaj se začne in kdaj se konča zavest oziroma zavedanje? No, na prvo vprašanje, mislim, da obe vprašanji seveda moramo to jasno povedati, da nihče tega, ne samo da jaz ne vem odgovora, ampak nihče ne ve odgovora. Ne? Tisti, ki mislijo, da vejo odgovor, jim jaz ne bi verjel, ne? Bi jaz zelo sumničav bil do njih. Ne? Ampak kar se tiče Boga, ne? Mene to zelo zanima. Ne? Jaz se pač ukvarjam z meditacijo in sem bil tudi med menihi krščanskimi in budističnimi in zenovskimi in tako naprej. In kar je zanimivo je, da vse te bolj recimo duhovne stvari so velikrat, ko stopiš v eno duhovnost, je zelo težko ločiti med, ali pa ljudje, ki stopijo v duhovnost, zelo težko ločijo med enimi vrstami doživljanja, pa med oznakami, ki jih dajejo. Ne? Ti imaš recimo poročila ljudi, ki so recimo meditirali ali pa nekje sedeli in potem se jim je kar naenkrat luč razsvetlila in so zaključili, da je vse v redu, recimo. In zdaj, če so bili v eni kulturi, so temu rekli mogoče Bog, na drugi strani so rekli temu razsvetljenje in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da bomo zelo velik korak naredili v našem razumevanju sebe in razumevanju zavesti, ko bomo se lahko malo odtresli te želje po štempljih, po predalčkanju. Ne? Ko bomo sam rekli, jaz sem doživel, bomo čim bolj natančno opisali brez štemplov moje doživljanje in to je to. Nehali bomo sklepati iz tega, kaj zdaj to pomeni. A zdaj pomeni, da je bil to dokaz, da obstaja Bog, a je bil to dokaz, da so angeli, a je to dokaz, da je Buda imel prav in tako naprej. Ampak sam rekel bom, jaz sem pa zdaj 40 dni sem v tišini sedel, in se mi je tole zgodilo. Takole, jaz sem moje doživljanje se iz tega vsakodnevnega toka misli spremenilo v to. Ne? To je za mene osebno izjemno pogumen premik. Ne? Da večina ljudi, ki jih jaz poznam, ne, vključno z mano, smo zelo nagnjeni v to, da rečemo, tole je bilo, tole se je zgodilo, eno ime damo. Ne? Če smo bolj, recimo, religiozni, bomo rekli, Bog se je, ali pa duha sem začutil. Če smo bolj, ne vem, v eno drugo duhovnost, je nekaj drugega. Če smo zelo trdi nevrologi, bomo rekli, izgleda, da je prišlo do neke globalne sinhronizacije, ali pa beta valovi so se mi nehali v glavi in tako naprej. Ne? Ampak kaj se bi zgodilo, če bi lahko dali za nekaj časa oklepaj te besede, in samo opisovali, kaj smo doživljali, kam bi prišli. Ne? Zato, ker takoj, ko damo besedo, se ustavi naša pot. Pol smo se že... Enemu se je tam grm prižigal in je to opisal, ko je 50 dni v puščavi. Ampak pol takoj, ko rečeš grm je to pa to, se je moja pot ustavila. Ne? Tako da, to je vse, kar lahko na to rečem. Ne? Kdaj se pa zavest začne in konča, ne? To je pa, jaz bi to obrnil, ne? Kdaj se svet začne in konča, je mogoče zanimivo vprašanje. Ne? Kdaj se svet pojavi in kdaj se konča. Ne? Da obrnem to. Torej, zavest pač je. Ne? To je seveda provokativno, to obračam. Ne? Mi smo tako navajeni, temu pravimo naravna naravnanost, da gledamo, kot da svet je. Ne? Tista slika, ki sem jo prej pokazal. Ne? Svet je in zavest je nekako noter tega sveta nastala in bo tudi nekje nehala obstajati. Ne? To, kar bom zdaj rekel, to ni metafizični stavek, to ni zdaj, da bi jaz rekel, da je vesolje nastalo v zavesti, to ni idealistično, ampak dejstvo je, da jaz mislim, da je vesolje, je možno samo zato, ker imam zavest. Če ne bi imel zavesti, ne bi ničesar vedel v vesolju, ne bi ga mislil in tako naprej. In zdaj pa pomislite, zdaj bom pa šel na sanje, to, kar si ti prej vprašal, Raj, ne? In bomo s tem zaključimo. Ne? Pomislite recimo v kakih res močnih, v kakih res sanjah, ki ste jih imeli že daleč nazaj, pa se jih še vedno spomnite.
Ne? Recimo, jaz sem nekoč sanjal, da sem jahal na nekem, rečemo temu zmaju, na nekem ogromni leteči živali in okrog mene so bile gore, ki pa niso bile, ni bilo nobenih tal, te gore so kar nekako visele okrog. Ne? In v tistem trenutku, ko sem jaz to sanjal, jaz nisem imel nobenega dvoma, da to je svet. Ne? Da to je realnost. Jaz sem v neki realnosti, kjer je pač normalno, da jaz na tej živali jaham. Malo sem se bal, da ne bom padel dol, ampak to je bilo vse konsistentno in koherentno. In če pomislimo, potem sem se pa zbudil, pa sem rekel, lej, to je pa moja soba, kakšne hecne sanje sem imel. In v naslednjem trenutku nisem imel nobenega dvoma, da to je moja soba, da to so rjuhe, da to je moj telefon zraven mene, da je to koherentno in resnično. Torej, če pomislite, kaj je stvar, ki se ohranja skozi vse, ali pa recimo tisti, ki jemljajo recimo kakšne te substance, ki spremenijo zavest, ne? Takrat ne dvomijo, so zdaj te mavrice resnične, ne? Takrat oni vejo, da to je še bolj resnično od onega prej. Ne? Torej, edina stvar, ki se ohranja skozi vsa stanja zavesti, je moje jasen občutek, da to, kar zdaj zaznavam, je res. Ne? In če to povzamem, vidim, da ta občutek je tisto, kar se ohranja. Ne? Tako da iz tega vidika bi jaz rekel, torej zavest je tista, ki vedno mora biti za to, da je karkoli. In iz tega bi jaz vprašal, kdaj se vesolje začne in kdaj se konča. Ne pa to, kdaj se zavest začne in kdaj se konča. To pomeni, da vsako doživljanje še ni razlog za gradnjo neke teorije o duhovnem diktatorstvu. Tako, ja. Mi pač to doživljanje, da je zdaj ta svet obstaja in to zdaj jemljemo zelo resno. In jaz to razumem, jaz ga tudi zelo resno vzamem. Ne? Tisti, ki pa so imeli ene zelo posebne sanje ali pa zelo posebno meditacijo ali pa zelo posebno izkušnjo z meskalinom, recimo, ne, ali pa z, ne vem kaj je zdaj moderno, pa tisto jemljajo kot, ne. In moj izziv je, kaj če ne bi ničesar jemali kot to je res. Ko jaz pač zdaj doživljam, da je tako res, jaz verjamem, da je tukaj računalnik pred mano in tako naprej, v redu, ampak da se ne bi fiksiral za to. Ne. In to je tisto, kar si ti prej govoril, ta mal odstop, temu rečemo v fenomenologiji, da tu klepaj. Torej ne, da ne verjamemo, ampak samo, da pa tudi ne vztrajamo pri tem, ne. Če drugega ne, omogoči en zelo velik brbot ene kreativnosti in novega. Ne. Tako da, mogoče bi s tem lahko zaključili. Ja, lahko, razen če še raj želi imeti zadnjo besedo. Jaz bi se zahvalil Urbanu, ker je pač človek, ki ima to sposobnost, da z recimo pogovornim jezikom na nek način spravi znanost recimo, in znanje do recimo nekega občega razumevanja. In to se mi zdi, da nekje je tudi kvaliteta današnjega pogovora. No, še jaz bi se zahvalil za vabilo, raj tebi in centru Nordung nasploh. In bi mogoče moj občutek po vsem tem, kar smo zdaj dali skozi, zadnji uri pa 20 minut je, da je to res tako obsežna tema, ne, zavest, toliko nenavadna. Ne. Kljub temu, ko sem na začetku opozoril, toliko intimna, ampak toliko nenavadna. In v toliko veji se, od duhovnosti do nevrologije in tako naprej, do umetnosti, ne, se razcveta, da mogoče bi samo opozoril na to, no? Da je bilo nemogoče celoto zajeti v tem kratkem času. Drugače pa hvala za vabilo. In hvala, da ste prišli. 43 padajo ljudje. 52 je bila najvišja številka poslušalcev. No in zdaj jih že zgubljamo, tako da je znak to. Malo smo že čez čas. Sicer pa vabim vse, da se nam pridružijo tudi 8.4. in pa 22.4., ko nadaljujemo z našimi predavanji. Bi morda Svetlana še kaj povedala? Svetlana je pa naša projektna vodja. Hvala, gospod Urban, odlično predavanje je bilo, hvala Rajko, hvala vsem, da ste poslušali in upam, da se vidimo na naslednjem predavanju, mislim, da nas slišimo. Velja. Hvala vsem in lep večer še naprej.